Pozdravljen Gašper, pozdravljeni gledalci, pozdravljeni študentje, podjetniki, mladi podjetniki, founderji na podcastu, na Founders Talku številka 4. In ja, tudi uradno prvem podcastu, ki bo objavljen. Tako, do zdaj smo, če pogledate naš YouTube kanal, smo delali podcaste v živo oziroma dogodke, kjer so gledalci prišli in si ogledali govor v živo. Sedaj pa, ko je poletje in ste ostali na počitnicah, smo pa dobili idejo, da bi mogoče ta podcast izpeljali na malo bolj, kako ne rečem, po domače. Studijski način, tako je. Sterilen način, tako da si nas lahko ogledate tudi prek kakšnega YouTubea oziroma Spotifyja in ne zgubite stik s podjetništvom niti poleti. Kdo ve, kdo je zdaj le splošno v Ljubljani, ne? Tako. Poleg nas, ki tole skupaj bombamo. Tako. In za prvi podcast smo se z Gašperjem odločili, da bomo v bistvu imela nek dialog. Jaz sem iz Celja, drugače kot če slišite po mojem naglasu, ampak študiram pa v Ljubljani. Oba dva sva na isti fakulteti, jaz sem konec tretjega letnika, Gašper je konec. Sklepamo za veliko večino gledalcev trenutno, ki bo tole videli. Tako. In sva v bistvu se nekako odločila podati najen vidik in pa nasploh opisati približno, kako bo izgledala zgodba na FRI-ju za bruce oziroma za prve letnike in pa nasploh kaj pričakovati in kako potem sklepam, da tudi za vaše podjetniške poti, kam se usmeriti, kje iskati, kje so priložnosti. Tako. In zadevo bova danes izpeljala sama kot nek dialog, potem pa v prihodnjih tednih pa lahko tudi pričakujete kakšne zanimive goste, tako kot smo jih imeli že do sedaj. V okviru našega kluba FFC smo se mi odločili za vas in za nas vzpostaviti neko zdravo okolje. Ključna ideja, ključen cilj je gradnja startupov in pa začetek mnogih podjetniških poti, ki vam bodo potem tudi prav prišle po faksu in naprej v življenju. Kaj lahko pričakujete? Probali bi nekako vzpostaviti stike že s kakšnimi bolj ustaljenimi v samem poslovnem svetu, ki bi prišli potem na našo fakulteto in vam pomagali predati kakšno znanje, ki vam morda pride prav. Hkrati pa tudi ustvarjamo eno skupinco, tudi za naslednji let, smo v sodelovanju s faksom, kjer bi neposredno mi z vami sodelovali in vam omogočali neko usmerjanje pri gradnji vaših lastnih projektov. Tako, in ne vem, če bi lahko preveč debatirala že o tem, zagotovo pa vse je še v zraku, ampak bodite pripravljeni, ker če letos še niste zaštartali svojih sanj, svojega startupa, svojih sanj, jih boste skoraj zagotovo naslednje leto. Kako pa bi se lotil projektov? Zdaj, začetek imaš prvi letnik, prišel si na faks, valjda verjetno za diplomo, da imaš kaj za pokazati, da boš neko znanje dobil konec koncev, ampak to so 3 leta cajta do diplome, pa pol še 2 leti do magisterija, lahko greš naprej še doktorirati. Kaj boš z vsem tem časom, ti hočeš verjetno nek svoj projekt narediti? Ja, zdaj spet tukaj smo prišli do ene debate, zelo pogoste debate v startup svetu, ki je v bistvu to balanciranje med faksom in med svojim startupom. V bistvu, kak fejst ti faks sploh pripomore pri startupu in kaj se lahko kot nekak študent, kaj moraš kot študent v bistvu narediti po svoje, da se nekako naučiš to podjetništvo. Ne? To je kar uganka na FRI, bom rekel, ker če prideš ti z mindsetom na FRI, da se boš usedel v predavalnico in da bo profesor nekako bo naredil tvoj projekt oziroma začel predavati točno te stvari, ki jih boš rabil, ne boš, to je faks. Imaš neko učno snov, ki boš itak predelal in če misliš čakati, potem zdaj jaz sem že čez drugi letnik preplezel, hitro boš ugotovil, da ta tvoj projekt stoji tam nekje na strani in zares, če boš fejs osredotočil na izpite in na diplomo, bo to vedno na policiji nekje prah nabiral. In zato zdaj, kje najlažje začeti pri projektu svojem lastnem, da vzpostaviš nek zdrav delovnik, v narekovajih bi temu rekel. V bistvu faks, kaj ti v bistvu faks da? Ko govorimo pri podjetništvu, ne? Jaz osebno na faksu vidim seveda podlaga tehnološka, ne? To, da si ti prisiljen se to snov naučiti, ker drugače se sam doma ne bi. A bi se ti učil Javo sam ob
polnoči, če ne bi bil kolokvij naslednji dan. Ja, tista ideja. Pa sploh, če bi se učil Javo, jaz bi konkretno nekaj specifičnega, zato ker jaz rabim šel gledati na YouTube ali pa če to vprašal, ne bom pa šel na splošno gledati knjižnic in pa take stvari. Tako da faks ti zagotovo da neko podlago. Meni se zdi, da free sam po sebi mi je spremenil življenje, kar se tiče tehnološkega znanja. Ampak ogromen je strokovnjakov konec koncev na freeju. Zelo, Slovenci smo znani po tem, da imamo, da smo kar močni na področju računalništva in na področju umetne inteligence. Če pogledaš vse evente, ki jih sam faks organizira, pa da govorimo zdaj o gradnji superračunalnika in podobnih stvari. Tehnologija tam dejansko živi, nisi v nekem kurikulumu in se učiš učbenike, ki so bili napisani, bog ve kdaj, 2000. Imam par projektov v fazi developmenta, na ene par jih že delam in to je kar love-hate proces, bom temu rekel. Imaš ups, imaš downs, a ne? Najlažje bom pa rekel, da začnemo čisto na začetku, ko pride sama ideja. Ko imaš ti, se pravi, v tvoji glavi smo in klikne nekaj in bi si ti rekel, pa pismo, to bi pa dejansko šlo. Jaz mislim, da recimo na trgu in tega nisem najdel, to bi meni ful prav prišlo, verjamem, da bi še komu drugemu to ful prav prišlo, pa pol gremo lahko, tle bi mogoče bilo zelo dobičkonosno ali pa bi si ful imidž zgradil ime in podobno, začne sanjati. Tle vizija bi se temu rekel, se ti odpre vesolje in splavaš ven. V resnici pa ti nobene osnove še nisi naredil. In to je prvi korak, ki bi dejansko ga izpostavil in direktno govoril tudi tebe, kako bi ti ta prvi stepping stone naredil, nasploh, a greš graditi, ali greš se pozanimati, researchati, ali se z ljudmi pogovarjaš, kje bi ti začel? Zelo dobro podlago si zdaj naredil za tole, kar sem mislil povedati naprej, se pravi, free, še enkrat, zelo kvalitetno znanje in veliko ljudi mrežo spoznaš zagotovo. Ampak ko pride pa enkrat do dejanskega executiona, ko gre to ven iz teorije in gre na dejanski praktični svet, je pa zgodba čist drugačna. To ni nek, kako naj rečem, test, exam oziroma kolokvij ali pa izpit, pri katerem točno veš, kaj ga končati. Svet se stalno spreminja. In ko ti prideš svojo idejo, je točno tako, kot si ti omenil, velikokrat se je že meni zgodilo, že velikokrat v zgodovini, da smo to idejo, da se nam je zdela ekipi šestim zelo dobra, ko smo pa prišli na trg, smo pa v bistvu ugotovili, da je še 1000 takih, ki ima isto idejo. In v bistvu, kaj je v bistvu tebe pol na koncu nekako razlikuje od ostalih. Ni to, da je ideja novel, ampak je execution. In to je nekaj, kar se kot founder moraš naučiti, da ideje niso vredne nič. To se mi zdi, zakaj je v bistvu na faksu, zdaj če gremo nazaj, na FRI, kaj ti na FRI-ju dobiš, ko si mlad, ko dobiš vse to znanje in vse te ljudi, ti si popolno pozicioniran s tem časom, ki ga imaš in z vezami, ki jih imaš, da si rečeš, jaz bi pa probal, si vzameš nekaj večerov in dejansko to idejo tvojo, ki je verjetno slaba. Prav gotovo. Se dejansko pol evalvira, se iterira na njej, se spreminja in se mi zdi, da je študij perfekten čas, da to sprobaš, ker nikoli ne boš imel več časa, kot ga imaš na faksu. Pa da bi se konkretno lahko ustavila na tem slaba, dobra ideja. Kaj je filter dejansko za to tvojo idejo? Ker imaš na eni strani, bi lahko pogledal, da v tvoji glavi, ker imaš ti svoj največji vision in če se tam poklapa, da vidiš execution, kako bi ta ideja, kako bi jo developu spravil ven in predstavil svetu, če se tam stvari poravnajo, si že zelo dober začel, ampak to ni prvi korak. Ker ti, ko boš o tej ideji govoril s ta prvo osebo,
ti lahko to ali ta vision z enim stavkom podre, Tako. ali pa prepričaš še nekoga, lahko da ne bo takoj lahko njega prepričaš, zakaj bi ta stvar delala in potem posredno tudi njega nahajpaš za to tvojo idejo, lahko se mu zdi mid, lahko se sploh ne bo ukvarjal s temi temami, ki ga zanima nekaj drugega, lahko si pa najdel partnerja ali pa buddyja. Tako. Ampak sprejemanje idej pa velikost ekipe, če bi temu lahko tako rekel. Ja. Eni se ustrašijo, da bo njihova ideja bila takoj popluvana, bi temu rekel. Se pravi, mislijo drugi, da ne bo nič iz tega. Ja. In zato se raj namest, da jo spravi ven in čez filter, da se raj zapre v sobo in jo začne developati v tem svojem mindsetu, da je To je zelo narobe. ta prava pot. Ja. In kaj so lahko tle posledice, se pravi? Ja, še enkrat, odlično si pripeljal na tole temo. V bistvu glavna stvar, ki jo inženirji naredimo, se mi zdi, je to, da se zapremo v temno sobo in razvijamo nekaj, česar noben ne rabi. Tako. In tega načina testiranja svoje ideje je nekaj, kar ti v bistvu FRI sam po sebi ne da. To je nekaj, kar mi, founderji, v Founders Clubu v bistvu iščemo in je golden neka kompetenca, ki jo moš osvojiti, če želi svojo idejo nekako spraviti na trg. In v bistvu, kar se tiče te inženirskega pristopa do ideje, velikokrat niti treba zgraditi ničesar, da ti evalvira svojo idejo. Velikokrat je dovolj samo iti na sestanek in se pogovarjati s stranko in ugotoviti, če dejansko je to nekaj, kar se stranka rabi. Torej, to je en zanimiv pristop temu. Podal si idejo, da ne greš najprej strukturirati, fizično spraviti svoje ideje v neko prototip obliko, ampak da dejansko najprej stopaš na trg in se ali pa s kolegi nasploh pozanima z drugimi ljudmi, kako bi to stvar izpeljal, oziroma če bi ta stvar sploh stala na svojih nogah. Meni se zdi to glavn pristop. Meni se zdi to v bistvu prvi pristop, da je ekipa agilna, da se ne zakompleksaš v nek svoj svet noter, da se ne in misliš, da je točno to, kar ljudje rabijo, ampak da greš v bistvu dejansko na trg pogledati, kje lahko ti pripeleš vrednost. A si imel kakšno izkušnjo drugače s tem? Že konkretno, da zdaj podaš dve. Veliko izkušenj. Ena od njih je bila prav danes, ko sem bil na sestanku tukaj v Ljubljani, ko sem predstavil ene par idej in se na koncu v bistvu odvilo, da stranka rabi isto tehnologijo, ampak za neko drugo področje. Evo, in tle direkt point. Komunikacija in nek filter. In jaz bi zdaj prodajal v neko smer za neko področje, ne bi dobil dobene stranke, zato ker pač stranka tega niti ne potrebuje, ampak malo se pogovarja s stranko, si dost agilen, tweakaš svoj produkt, isto tehnologijo uporabiš, ampak ne vem, tweakaš sam intake podatkov, recimo, in je produkt prinese vrednost. To je tisto, kar ciljaš, verjetno, če dela za stranko sam produkt. Tako. Je pa ena stvar tukaj, ki bi jo tukaj mogoče rad predebatiral. Ena stvar, ena tema zavrnitve. Ne vem. Se dogajajo. Ja, in kako se ti v bistvu spopadaš s tem, ker to je velika kompetenca, ki se jo moš naučiti. Če si resen v startup ali pa nasploh v podjetniškem svetu, je to že skill, bi rekel, ki ga dobiš, se pravi, biti sposoben sprejeti zavrnitev in jo vzeti kot samo kritiko, da veš, kako za naprej se pripraviti in graditi dalje. In kje bi rekel, da si se največ v življenju do sedaj naučil? Ko si neko stvar osvojil in zmagal, ali ko si failil oziroma bil zavrjen, in zakaj? To je zdaj tako, zelo bi se lahko... Generalno vprašanje, ne vem. Če bi takoj pomislil, da si čustveno navezan, največ te je zahajpala pa zagnal takrat, kaj je nekaj delala. Ne? Ja. Ampak če smo iskreni, delali je samo točno tisto, kar si naredil tam, in takoj, ko se boš premaknil do naslednjega projekta, do naslednje stvari, ki jo boš delal, valjda bo 300-krat prej failala stvar, prej boš ti kakršenkoli korak naprej naredil. Tako. Dejstvo je, iz napak se učimo, z razlogom se tako reče, moraš biti pripravljen failati, se pobrati naprej in delati, ustrajati za tega, da prideš do dejansko tiste prave rešitve, ki jo hočeš. Tako, in če bi vedel, da boš 300-krat failil, preden
ti rata veliko, bi se čim prej potrudil, da greš 300krat failati, ne? Tako je, jaz bi rekel, da se splača. Sploh to, ti, če nisi sure, da je, bom rekel zdaj v narekovajih, $1 million idea, da je to popolno, ne se bud začeti. Začni delati, pa če je prone to fail, bom temu tako rekel, uči se dejansko iz teh napak. Vsak line kode, vsak research, vsaka stvar, vsak pogovor, ki ga boš imel z eno osebo, ti bo v prihodnosti na nečemu služila. Tisti, ki so dejansko uspešni, so tisti, ki so failali milijonkrat, pa so ustrajali naprej, pa se pač pobereš, pa iščeš tiste delčke znanja, ki si jih pridobil na novo in z njimi delaš naprej. Tako Steve Jobs rekel. All the dots connect. Evo ga. Ja. The man himself. The man himself. Kar se pa tiče vseh teh mnenj in balansiranja svoje ekipe, ker verjetno na začetku smo prav na njih tem, tako kot sva rekla, v svoji sobi dela svoj projekt. Prej ali slej vidiš, da ne boš ti šel v hiše sam postavljati opeko za opeko. Pa če rabiš ekipo, vsak specializiran za svojo stvar, da zadeva laufa. Kaj pa samo pri sprejemanju odločitev v ekipi? Ker če so na primer dva, je najprej približen coin flip, da jaz vidim 50-50, itak se bom odločil, da te bom sploh sprašal, če mislim, da bo ideja dobra. In pol ima še en coin flip, da vidimo, če boš ti dejansko odobril to idejo in sva čez. Ok, zelena luč, greva delati. In zdaj se malo ekipa dveh, je že big improvement, pa dober je za zdrav delovnik, temu rečeno, da se spravaš delati, zaangažiraš prej, ampak zdaj pa ti poglej ekipo 5, 10. Ja, jaz osebno in tudi v našem okolju, v naši firmi delujemo po principu, da prvič ti moraš dati svoje čustva tukaj stran. Ti se ne smeš na idejo vezati, če ti jo nekdo kontrira, da jo boriš sam zato, ker nočeš izpaditi kot bedak. To moraš nekako dati ven iz glave, to na tak način sploh ne pridete nikamor. Ne? Čustva v poslu, to je zelo slaba stvar. Tako slaba praksa. Druga stvar, ki jo je treba tukaj potem upoštevati, je, da še posebej v inženirskih oziroma hitro agilnih ekipah, drugače pol, ko gledaš neke pravne pisarne in bančništvo, finance, v hitro agilnih ekipah se mi zdi, da v bistvu kot kdorkoli vodi sestanek, mora nekako upoštevati, da najboljša ideja zmaga in najboljša ideja zmaga in na koncu se morate glede glavnih stvari vsi v večinoma strinjati. Se pravi, vsaj glavne teme se mora strinjati. Toliko dolgo mečeš argumente in kontraargumente na mizo, dokler se vsaj za najbolj glavne točke ne strinjajo vsi. Imaš pa tudi, recimo, zdaj ekipe, kjer sploh ni liderja, recimo Jane Street. Jane Street sam po sebi je run by ekipe, ki so totalno decentralizirani. Oni imajo pač verjetno na papirju, imajo kakšnega direktorja, ampak za njih je znano, da se ideje, v bistvu, najboljša ideja zmaga. Oni imajo decentralizirano hierarhijo in firma deluje nenormalno dobro. Nenormalno dobro. Kaj pa ta zdrav razmerje, bom rekel, med samim časom razmišljanja in planiranja tu čas dejanskega dela, ki ga posvetiš failanju, če se smem tako izraziti. To je vse failanje. Jaz osebno, preden se lotem kakršne koli ideje, bom rekel, da preveč časa celo vložim v research, ker ti bolj ugaja tej viziji, bom rekel, temu, kaj vse se da še narediti, pa kam to vse lahko gre. In ogromen časa vložiš za to, da raziskuješ, kako bi to stvar izvedel, na kjer trg bi jo dejansko odnesel predstavu. Pa se pa nekje zaloma, ne? Ker ti lahko še kako dober research narediš, samo tvoje znanje se bo tudi ustavil že zaradi tega, ker tvoj projekt na nobeni fazi developmenta še ni. Če bi ti researchil in potem bi sproti, se pravi, obvezno nekaj časa usmeril v to, da gradiš ga sproti in ti v neki fazi faila, si ti že, bom rekel, naslednjo stopničko naredil. In iz te stopničke definitivno lahko vidiš več, kot si tam na začetku, ko si še sanjaril, kam bi ta tvoj projekt odnesel. Ja, zagotovo. Kje pa je to zdravo razmerje iz izkušenj, bi rekel, research to hard work direkt na mizo rešijo?
Jaz grem še v bistvu bolj ekstremno tukaj noter v to tvojo teorijo. Jaz bi rekel, zadnjič sem se pogovarjal z enim kolegom od kolega iz San Francisco in sem ga vprašal o temu pristopu, ne? Kak ti v bistvu, kak bi on začel, če bi imel neko idejo, jaz specifično takrat sem imel idejo na nekem pravnem področju, kako bi on začel s tem, glede na to, da je pač že nekaj dal čez, ne, par let je starejši. Izkušnja. Ja, in je rekel še bolj ekstremno verzijo tega, kar si ti prej omenil. V bistvu ti najboljša stvar, najboljši način, da ti to začneš, je, da kopiraš poslovni model enega podjetja, čista kopija do potankosti in začneš takoj poslovati. Straight to the point, Straight to the dejansko. point z istim poslovnim modelom. Če ga seveda lahko, ne, se pravi, če je deep tech, ne vem, rakete, ne, to bi malo težko. Ampak če imaš Mislim, še kakšen posebej- ekstremist. Ja, no, pač, ja. Če imaš orodje, pa to zagotovo, ne, tudi... Ampak ideja, da pa se opremo. pravi na nečem, kar že dela, zaradi Ja. tega, da sebe spraviš Tako, v pogon, tako. direktno vzameš, Kopiraš, kar dela ja. in začneš tam in začneš delati, vlagati čas. In potem začneš, ker itak ne boš mogel teh njegovih strank dobiti, zato ker so oni veliko naprej bolj in veliko bolj razviti kot ti. Začneš iskati manjše stranke, bolj nišne stranke, kjer lahko ti njihov problem, njihov zelo specifičen problem rešiš ful dober. S tem produktom, ki je že nekako proven, da deluje. In kaj si ti v bistvu zdaj naredil? Ti si vzel, in tako deluje tudi znanost, tako deluje research. Ti vzameš že nekaj, kar obstaja, pa vzameš še nekaj, kar obstaja, pa vzameš še nekaj, kar obstaja in najdeš nek need, oziroma v znanosti neko idejo in poskombiniraš to in apliciraš. In v bistvu to je nek način, da, kar po mojem mnenju je najbolj optimalen način, da ti najdeš svoj way in najbolj optimalen način, da ti stestiraš svojo idejo. Zdaj pa zakaj to velja? To je čista neka logična razlaga za tem. Zato, ker ko že neko podjetje obratuje, pa da je zelo težko narediti podjetje, ki obratuje dejansko, ne. Vsako 90% startupov faila v ne vem koliko letih. Skratka, zelo taka statistika, brutalna je. Ti večinoma folk ne rabi tega, kar se dela, kar se gradi, ne. Je pa tudi vse sva rekla, da moraš čez failure iti, pač dejansko... Ja, in iterirati, se spremeniti pristop. In v bistvu to, da že neko podjetje obratuje in ti kopiraš njihov biznis model in ga apliciraš na neko zelo dobro nišno in ga ful dobro rešiš. Neko nišno, ker če so veliko podjetje, imajo veliko strank, obstaja neka majhna množica strank, kjer jim še ni ratal čist dobro rešiti, čist tako oni to rabijo. In tukaj lahko ti noter vskočiš in prije svojo zadevico in v bistvu od tam pol nekako se te poti začnejo nekako razširjati in pol začneš nekim svojim produktom in svojo idejo. In to je v bistvu nek tudi način, kak jaz pristopam do novih idej. Nikoli ne grem nekaj čist iz nič. Najboljša stvar, kak lahko vsi začnete, je tako, da pogledaš Y Combinator batches. Se pravi, Y Combinator, veš kaj je? No, sem že slišal za enega. Ja, se pravi, Y Combinator, najbolj prestižni accelerator na svetu. In kaj ti narediš? V bistvu greš čez tiste ideje, ki so bile sprejete v Y Combinator, po kakšni možnosti še pogledaš, kako dobro obratujejo in sam si izbereš eno in greš delati to v Evropi. In to so najnovejše ideje, ki so bile validirane strani Y Combinator. Kako pa izoliraš dejansko, se pravi, rekla sva v svojem lokalnem okolju, tam se na nek problem osredotočaš, pa rekel si, da moraš izbrati že funkcionalen model poslovanja, ali pa reševanja tega problema. Oziroma skombiniraš različne Tako, zanima me, funkcionalne, najprej najdeš problem in potem iščeš teme oziroma podobne rešitve, ki so rešili en drug problem oziroma podoben in pol ga direktno izoliraš na to svojo stvar. Ja, in to sam zaradi tega, ker lahko ti v bistvu rešiš, ti si mali, ti si ali pa ena ekipa proti nekemu podjetju, ki je zelo veliko. Ne. Ti lahko v bistvu rešiš sam en problem ful dober.
Nisi konkurenten. Ja. In v bistvu, zdaj, ko razmišljam, Tesla, oziroma Elon Musk, je to naredil, je par stvari naredil full prav tukaj. On je začel s Tesla Roads, no shit, ne. Kdo bi vedel, ja. Ja. Dvakrat mi je zbankrotiral šef, ampak zdaj je, kjer je. V bistvu on je začel z Tesla Roadsterjem. Ta Tesla Roadster je bil v času, ko ti nisi mogel polniti električnega avta nikjer. Najbolj, da bi se z avtom na daljincu vozil. Avto je bil pa tak drag kot Ferrari in izgledal je kot Ferrari. Eden še mende po vesolju nekje leti, ko so ga postavili. Ja, na raketah. Roadster, ja. Skratka, kdo bi kupil ta avto? Ja, če z glavo greš noter, verjeten noben, pa še nihče. Noben ne bi kupil tega avta, ampak še vseeno mu je uspelo narediti, dobiti par teh kupcev, ki pa so pripravljeni bili to zadevo vzeti. To so bili ljubitelji avtomobilov, ki so hoteli imeti vsega in svašta v svoji garaži in še do zdaj niso imeli Ferrarija na elektriko. Torej, dejansko zbere si target oziroma kdo so tvoji konsumerji, kdo so tvoji kupci in s tem dejansko lahko tudi zberaš, na kakšnem nivoju, na kakšnem budžetu boš izdelal sam projekt, ker veš, kdo ga je pripravljen kupiti. Tako. In, ampak v bistvu projekt mora biti na čim bolj manjšem obsegu. Ja, zelo je bil je nenormalno neuporaben, ampak je še vseeno bil prodan, zato ker so pa tisti ljubitelji avtomobilov nekako imeli željo imeti to v garaži. Tako, ja. In ta tip je prodajal neke te cigle za na streho vmes. Se pravi, s testiranjem trga je ugotovil, da pa folk bi to kupil. Pol je prodal specifičnost, če bi temu tako rekla. Ti specifično je rešil problem eni res specifični grupi in mu je uspel prodati mende vse tiste roadsterje in začel z drugo verzijo. Ne? Zdaj pa, ko imaš malo denarja, malo zagona, itak je dobo pol investicije, si lahko pa začneš privoščiti na malo večjo grupo. In kaj je bila naslednja? Koga je centriral takrat z Tesla Model S? Demokratske tech founderje v Kaliforniji. In je najdel svojo nišo, ko so hoteli imeti električno avto, ki je še enkrat in je attachil gor avtopilot in temu rekel, zdaj to pa je self-driving. Tako. Ja. In Tesla še dan snima sofisticiranega self-drivinga noter, pač change my mind. To vem, da je debata velika. Zdaj bi se lahko rekel, da se je Tesla spustila oziroma na everyday consumerje, na vsake ljudje, ki preferirajo električni avto čez. Ampak še vse na neko specifično nišo. Tako. Pol pa seveda, ko so pa zajeli to, je pa postal konglomerat. Ne? In koga pa zdaj, še enkrat, evo spet, pattern se spet ponavlja. Koga pa zdaj centrira? Zdaj dal pa ven ta Cybertruck. Ta Cybertruck je ilegalen v Sloveniji. Ta Cybertruck je ilegalen v Sloveniji. Ne ciljajo celotnega trga. Koga zdaj ciljajo specifično z tem avtom? Republikanske, prej bilo demokrati, zdaj so republikanci, Američani, ki furajo pick-up trucke. In zdaj so on prišel z nekim zelo brutalnim pick-up truckom, ki ga lahko pa zdaj nekako sprobajo in imajo neko novo igračko. A veš, in vedno iščeš neke trge, kjer bi ti lahko to apliciral. To je pač to je point te zgodbe, ki jo hočem zdaj povedati. Vedno ti iščeš neke trge, glede na tvoje zmožnosti iščeš trge, kjer lahko svoje ideje apliciraš, nikoli ne napadeš celega trga naenkrat. In to bi ti rekel, da je usporedno s tem, ko začneš projekt razvijati, že stvar, ki jo moraš gledati, sprav, z vizijo, ki ti klikne ideja v glavi, ti že imaš mišljeno, kdo bo to dejansko kupoval. Da ni to tvoj oseben projekt, hobi, ki ga delaš zase, ker ti nekaj ta zgrabaš, ampak dejansko vidiš to nišo ljudi, ki bi bila zelo vesela tega tvojega projekta. Tako. Časovna omejitev, zdaj to sem čisto novo temu noter butno, ne? Če govorimo o izdelava projekta, pa da ga dejansko finalizaš, da je to, kar si zamislil, to govorimo časovna obdobja, leta dela in Švica. Kako bi pa ti
nekako meril delo v krajših časovnih obdobjih. Naprimer, na raznih hackatonih, takih tekmovanjih si nekako prisilen v 48 urah, verjetno se tam nekje gibljaš v časovnih obdobjih, si prisilen neko idejo skupaj zbombati in jo predstaviti. Hackatoni sami po sebi, zdaj jaz jih že sam dal že kar ene dosti čez. Hackatoni so po mojem mnenju zelo, zelo dober način, da ti dobiš svoj network, ti spregovoriš z sponzorji, govoriš z tvojimi strankami, potencialnimi strankami, ki pridejo do tebe z njihovim problemom. Pazi, sponzorji na hackatonih v bistvu prihajajo z nekimi problemi, ti rešuješ nek problem. Velikrat so problemi zelo dobro specified strani nekih sponzorjev. Ne? In v bistvu to je perfektna priložnost, da lahko zagrabiš kot nekdo, ki bi rad začel graditi. Zato, ker še enkrat, to pridejo tvoje potencialne stranke do tebe in do tvoje ekipe z problemom, ki ga oni vidijo v svoji firmi oziroma oni vidijo kot vrednega omembe in sponzoriranja hackatona za to. Se pravi, teme hackatona niso zdaj randomly ChatGPT generirane, ampak dejansko to so za tem sponzorji, ljudje, ki dejansko iščejo rešitve na takih področjih in da bi do teh rešitev prišli, iščejo kader, ki bo na njih delal. Ja, in meni se zdi, da to je point sponzoriranja hackatona. Pač zakaj ti kot sponzor, ne vem, neka firma greš sponzorirati hackaton, daš, ne vem, problem, optimizacija moje proizvodnje. Veliko ljudi ne vidi, kaj je to v bistvu. Ne gleda podjetniško na to. Veliko ljudi vidi, to je naš challenge za danes, to je tako nek test, tako nek exam, ki ga moraš rešiti najboljš, ki moraš ga najboljš predstaviti in pogreš naprej in pozabiš na to. In pogreš delati nek svojo idejo, ki je neka brez veze. Skratka, to se mi zdi, da je tukaj se izhajajo dobre firme. Jaz sem bil, ne vem, zdaj en mesec nazaj sem bil na hackatonu na univerzi Cambridge in vsako leto iz tega hackatona nastane eno podjetje. Sprav, ni prvo mesto na tekmovanju, bom rekel, nagrada, pa tista denarna. Dejansko material, so stiki oziroma te networking, ljudi, ki jih spoznaš, delovna ekipa, delovne navade in pa sploh stranke. Bi temu rekel, paženci, da se na market. Mi smo že gosta na Free Founders Talku, ki je dejansko statil, da kot eden od investitorjev, ki dela v podjetju, ki je namenjen investiranju raznim projektom, je rekel, da je težko zagotoviti finančna sredstva manjšim projektom, ki so lahko še kako potencialna, ampak zaradi same ekipe, velikosti ekipe, pa ravni, na katerem temu projektu je, jim ne moreš zagotoviti dejanskih sredstev, da bi lahko zarastla na trgu do neke konkurentnega nivoja. No, ampak to je pa v bistvu to je malo večji problem kot sam tekmovanja pa ekipe. V bistvu to meni osebno se zdi, da je nekako to problem na nivoju slovenskega zakona in slovenskega nekega okolja za podjetništvo. Ne. Recimo v Ameriki imajo tak, da imajo zelo dober sestavljen sistem, da se iz startup, se pravi iz neke ideje, nekega researcha na neki univerzi, lahko tudi ideje na kakšnem tekmovanju. V bistvu to gre za cel ta spekter idej študentov, ki nekaj ustvarjajo v okviru neke organizacije. Ampak če se osredotočamo specifično na univerze, oni imajo način, da univerza lahko vzame, ne vem, 5%, 3% neke ideje, nekega podjetja, in se lastništvo prestavi na to podjetje v lasti tega študenta. Ne? In zdaj pa to je v bistvu interes vsem. Če to podjetje zraste, da, ne vem, da je vredno 20 milijonov, bo teh 5% vrednih 1 milijon. Ne? Če pa ti v bistvu zaviraš tega študenta, da se, kako ne rečem, ti s tem, ko ne dovoliš da ti te licenčne pogoje prestaviš na lastnika oziroma avtorja, ti v bistvu zaviraš in niti univerza, niti študent oziroma mlad raziskovalec ne bosta imela nič od tega. Lose-lose situation je v resnici. Kaj je firma? Oziroma še boljš povedano, kaj je company? To je v bistvu
slovensko družba. In kaj družba pomeni, v bistvu skupina ljudi. Skupina ljudi. Ja, tako da ti v bistvu firma je skupina ljudi in ti si najpomembnejša stvar v firmi so ljudje in ekipa. In ni važna nekak ta konkretna ideja, dokler je ekipa pripravljena spol iterirati na tem, ne, recimo. Tako smo že prej debatirali. In ko imaš ti eno dobro ekipo, meni se zdi, da Elon Musk in njegova ekipa nikoli ni mislila, da bo zdaj gradila neke rakete, ne. Ampak, ko imaš ti dobro ekipo, ki so zelo ambiciozni, da gradiš nekaj, se mi zdi, da prej ali slej boš najdel pol, kako ne rečem, vrednost oziroma potrebo. Meni zdi je to. Meni zdi, če bi mi dva zdaj začela nek projekt, ta moment, prva stvar, poberemo torbe, zapremo to kamero, ugasnemo te luči in gremo tja v center in začnemo trkati na vrata, a vi to rabite. Ali kaj pa imate? Ali imate kak problem, ki vam ga lahko rešimo. In pol tak. In direkten feedback, stik z dejansko, pa ne nujno potencialno stranko, ampak s publiko nasploh. Filter nek za same ideje vzpostaviti. Pa še en misconception samega dela v ekipi. Si kdo mislil, zakaj ne bi se ti kregal, kdo bo vodja? Ker vodja, prva stvar, kam sto manjke, je unka bo prišel na oder, pa bo aplauz, pa unka ima denar v žepu, pa na katerega bo pisana stvar. Zdaj, na velikih slikah to je zelo pogost pojav, ampak vodja ne pomeni necessarily lastnik. Ne, pač direktor v večini primerih ni lastnik. No, in se pravi, ko izbiraš vodjo ekipe, lahko od njega pričakuješ, govorimo v kasnejših stopnjah samega razvoja produkta, od njega pričakuješ lahko manj neposrednega napredka v samem razvoju produkta, zaradi tega, ker ogromen del časa požre organizacija, komunikacija, razvrščanje dela. In prej sva rekla, v tem poslu je zelo slabo ostati čustveno navezan oziroma holdati grudge do posameznih vlog, ker če je ekipa prav stoji, če se dobro dogovori, bo delaš evenly spread, glede na to, koliko dela bo narejenega in vedel se bo, kje dejansko šlepa razvoj. Tist, bomo rekli, nisem čist pozabil sem, kako točno se reči pregovor, ampak če imaš ti sod, bo voda začela tam teč, ker je deska najnižje odbita. Razmerje komunikacija, da konc dneva, ko se delo zaključi, bomo rekli, da niso podrejeni, nadrejeni, ampak da bi rekel, da bi šlo na pijačo z njimi in da smo vsi napredovali. Da smo vsi na boljšem. Najšibkejši člen ekipa potegne za sabo in tisti, ki je vodilni člen, ki misli, da bo največ naredil, prav bo hodil spredi, pa bo ekipa za njim delala, da se stvar premika. Tako, točno. In to bi jaz opisal kot neko zdravo delovanje in delo na nekem startupu izdelku. Tako, točno tako, kot si omenil, no, ampak v bistvu, da se še malo tega dotaknemo, da ne bo čez par let ta vodja AI. Vsi ga uporabljamo, danes, težko se mu izogneš. In zakaj ga uporabljamo? Ker je zelo, zelo dobro orodje za razvoj tega, kar ti hočeš dejansko razvijati. Se ti zdi, da je kakšna diploma še vsem nekako, da bo tvoja diploma še vredna v tej AI dobi? Vredno same diplome, se pravi, ko boš ti iskal zaposlitev, recimo, po fakulteti, bi jaz rekel, da vrednost diplome vedno bolj zapada napram temu, koliko smo rekli, hackathon in vidnost na trgu in pa dejansko znanje in informacije ti lahko z enim, dvema promptoma dobiš predano pred sabo na mizo. Na tebi je, koliko si vešč uporabljati te stvari. In zdaj, kaj ti da več prakse v uporabljanju raznih toolov in dejansko se znajdeti v tej poplavi informacij in zgraditi nekaj iz tega. A bo to diploma v nekem vnaprej začrtanem kurikulumu, kaj se boš učil, kaj ti najbolj pomaga? Ali bojo to tvoje izkušnje, ko boš ti dejansko plaval v temu svetu poslovanja in probo zbombati nek projekt in seveda pri tem boš uporabljal AI, da boš čim več in čim hitreje lahko spravil na kup in zdelal nekaj ven iz tega. Povzetek, jaz mislim, da diploma, kakor pokaže neko predznanje, ni več to, kar bi včasih predstavljala
ki so, bomo rekli, pionirji računalništva, če se zdaj konkretno usredotočam na FRI, dosegali s tem, ko so prišli do diplome? Ja, meni osebno se zdi, da je tukaj treba ločiti zdaj korporativen svet in seveda startup sveta. Tukaj že z začetkom v korporate je vedno bila neka vrednota, ta diploma. Diploma sama po sebi v bistvu pokaže, da si ti sposoben se te stvari naučiti pol enkrat, ko je to treba. Odraža neke delovne navade in obvladovanje teh osnov predaje, ampak mislim, da je vprašanje, ki ga hočeva zdaj zastaviti bolj, ali je diploma dovolj, da si konkurenten v današnjem svetu. To pa se mi zdi, da sama po sebi je zelo velik plus, zato ker za diplomo se še vseeno moraš dosti potruditi. Ampak, če je pa dovolj, da si pa konkurenčen, zelo dobro vprašanje, zdi se mi, da trenutno se svet tako hitro spreminja, da te faks ni mogel pripraviti na to, kar pride, in se boš mogel sam usediti s temi orodji in se jih naučiti uporabljati, dokler se celotna družba na to ne navadi. Tako da zagotovo je v bistvu največji problem je to, da je to, da se tako hitro to vrti, da se ne moramo navaditi in ne moramo niti v enem letu študijskega programa tak face postaviti, ker se že cel študijski program podre. Bi se rekel, nekaj je znati, nekaj je pa dejansko imeti v praksi dovolj znanja in pa zangažiranosti, da stvar narediš, da jo spravaš v neko delujočo obliko. No in kaj pa praviš, kaj se splača učiti recimo? Kaj bi, kot računalničar imaš neko programiranje, pa imaš te stvari, ki jih tako moraš pač znati. Jaz bi rekel, da če pa želiš nekako to podjetništvo speljati, že tako že prej si mogel biti bolj praktičen, zdaj pa ti AI omogoča, da nisi sam programer, ampak delaš tudi druge stvari. To ti že lahko editiraš videe na tem, oziroma, ne vem, ali pa slike. Razširi spekter dejansko, na kakšen nivo lahko spravi svoje delo. Pa bi rekel, za mene osebno, že zdaj, kot študent na faksu, dela za diplomo, ampak osebno meni diploma ne bo zadostila, oziroma mi ne bo dokazala, da sem že pripravljen na trgu biti konkurenten z vsemi ostalimi. In zato tudi taka želja pri sodelovanju v dejavnostih FFC-ja in pa nasploh tekmovanji, ki sva jih omenjala, da ti se učiš že v tem morju, da ti direktno imaš prakso na dejanskih problemih. Znanje sva rekla, da lahko črpaš iz faksa, gotovo je tam ogromno osnov, ki ti pridejo prav, ampak ti moraš konkretno videti, kaj se dogaja okoli tebe. Si umazati roke na dejanskih problemih, dvakrat padati, se pobrati in gura dalje. Ja, tako. Zelo dobra vrednota zate je lih to, da si agilen, da znaš sprejemati neke ključne skrajne odločitve, ki mogoče v štartu projekta niso bile sploh vprašanje, bi se jih lahko izogibali, ampak ker vidiš konkurenco, ker vidiš, kaj na novo pride na trg, kaj so nove popraševanja, je zelo pomemben za same ekipe, da se znajo prilagajati zahtevam. Pa verjetno sploh ni AI v bistvu tukaj. Lahko bi bilo, ne vem, 10 let ali pa 20 let nazaj bil pa web, bil pa pač internet in pač karkoli pride, se moraš nekako znati moš izkoristiti priložnost. In biti prvi, ki to prevzame in testirati in biti agilen. In zagotovo, in zdaj, ko gledamo na AI, pa na študij in vse to, ti si zdaj konec drugega letnika, jaz sem konec tretjega letnika, pa da se vrnemo nazaj v čevlje, ko si prvič stopil po večni poti na fakulteto, oziroma okroglo stavbo naše fakultete, govorimo o objektu X, ko si prvič stopil tja in gledal ta faks brez dobenih izkušenj. Kaj bi zdaj po 2 letih dejal oziroma svetoval samo sebi? Aha, se pravi, za nazaj. Grem nazaj, prvi korak na fakulteti,
zase prav gotovo bi bilo, da priložnosti je ogromno. Ja. Ljudi, strokovnjakov, ki jih boš srečal, prijateljev, ki jih boš naredil, lahko tudi poslovnih partnerjev v prihodnosti ali pa že pomoči, ki jo boš dobil, je neomejeno, bom temu rekel, oziroma to, da ne boš mogel vse izkoristiti. Ja. Ne bo pa noben razen tebe začel. Ja. Tako da ne pričakuj, da bo urnik in sam faks predavanja pa to ti v roko postavlja že infrastrukturo oziroma že načrt za gradnjo tega, kar ti hočeš. Ja. Ti si tisti, ki se angažira. Ti si tisti, ki greš do ljudi, ki pove, kaj hočeš narediti, ki razmišlja z njimi, ki ima vizijo. In že od prvega letnika dalje začni delati. Tako. Začni delati napake, začni delati pot, po kateri boš hodil, da ko bo konc faksa, če greva zdaj še malo za prihodnost gledati, da boš lahko za zihar pogledal nazaj in videl, koliko si se nadelal, da si videl, kaj vse si sabo odnesel, ker če boš kdaj v življenju si naredil podlago za naprej, je to točno v teh letih. Tako, ker imaš največ časa, največ priložnosti, najbolj si free. Zdi se mi, tu bi rad še dodal še to, da se faks, še posebej FRI in ostali tak malo bolj inženirski faks, tudi malo bolj, ne vem, ekonomija, ekonomski faks ima tudi zelo veliko organizacij, kjer se lahko ti vključuješ. Preizkusiš, izkažeš. Veliko testiraš samega sebe, svoje kompetence in jih razvijaš. Recimo tisti, ko ste na FRI oziroma prijete na FRI, mi bomo naslednje leto skoraj zagotovo tam in ste vljudno vabljeni, da se pridružite našim dogodkom oziroma programom, zato ker še enkrat upam, da je lekcija celotnega tega podcasta ena in sama in da po tem podcastu zaprete telefon in odprete Cloud Code in odprete vsa potrebna orodja. Na prvi polovici Cloud Code, na drugi polovici ekrana mail in začnete brainstormati oziroma prvo po moje brainstormati svojo rešitev, da prijete do nekega demo za pokazati in potem takoj se predstavite na ta mail in začnete spoštovani, jaz delam na tem projektu, ali bi se lahko dobili na kakšnem sestanku, da vam predstavim ta projekt in mogoče še predebatiramo kakšne vaše nove zahteve oziroma probleme. Direktno do feedbacka, direktno do ljudi, do strank. Tako da, kar se mene tiče, zdi se mi, da smo dober sporočila s tole message. Če imaš ti kaj za dodati? Za ta prvi podcast mislim, da smo odlično tole izpeljali. Z vami sva bila Timotej in Gašper in vsakmu gledal na začetku, hvala lepa, da sta si vzeli z nami čas, da smo tole izpeljali, pa upava, da se vidimo še kaj v prihodnosti. Tako, v prihodnje, no pa res, zdaj bomo verjetno na tedenski ravni začeli producirati te podcaste z raznimi gosti, tako da nas lahko dodate na WhatsApp skupini, lahko se pridružite naši WhatsApp skupini, lahko nas dodate na LinkedInu ali pa na Instagramu, vse bo v descriptionu tega videa, tako da zdaj pa happy building. Tako.